Lepo pozdravljeni na našem prvem majskem javljanju, ki ga pa snemava še v aprilu. Ja, od nas treh. Od nas treh, tako. Gospa Kapra so pravkar prišli. Ja, 1. maj, praznik dela, je za nami. ja, tako. In danes sva rekla, da bova razmišljala o dostojnosti dela in tudi o tem, kaj delamo tisto, kar vidimo, pa tudi nekaj tisto, kar navzven ni kar takoj opazno. Ja, tako je. In dajva najprej nekaj o dostojnosti vsakega dela. Ja, vsakega dela. Vsako delo ima svojo ceno. Še posebej je dragoceno, če delaš z neko naklonjenostjo, z ljubeznijo. To zdaj govorim zaradi kapre, ki me fehta za jabolko, ne bo kapra. In tudi v odnosu do dela moje mame, ki mi je oprala to srajco, nedeljsko, ki bo lahko šla zopet kmalu v pranje. Torej, vsako delo ima svojo vrednost, vsako delo ima svojo ceno. Najprej bi se ozrl na tisto delo, ki ga res opravljamo v krogu družine, doma, tisto delo, ki je narejeno z enim posebnim dodanim odnosom, ker ti veš, recimo, za koga delaš. To ne pomeni, da recimo zdravnik ali pa učitelj ne ve, za koga dela, ampak vendarle doma so spletene prav posebne vezi in vemo, da ko mama speče kruh, je tisti kruh z dodano vrednostjo, ker je vse tisto, kar je navzven vidno, zgnetena tudi moč maminega, posvečevalna moč maminega odnosa, s katerim se potem na nek način, bi lahko rekli, celo obhajajo, v narekovaju, tisti, ki ta kruh uživajo. Zato sam uživam najbolj, če dobim domači kruh in če vem, da so določen kruh spekli tudi z mislijo name. Vsako delo ima svojo vrednost, vsako delo ima svojo ceno. In vsako delo mora biti tudi ocenjeno s tisto polno vrednostjo. Ob prazniku dela se posebej spominjamo delavcev, ki so ozavestili, da njihovo delo, čeprav je delo v rudniku, čeprav je delo v tovarni, čeprav je delo na polju, ni manj vredno od nekoga, ki opravlja delo, bi rekel, v odličnih, lepih, klimatiziranih prostorih. Vsako delo mora biti ocenjeno s polno vrednostjo in vsak delavec ima tudi pravice in na to nas opozarja tudi praznik dela, bi rekel, kar z aktualno noto, zato ker smo v družbi rematizma, v družbi, kjer večina ljudi bolj ali manj prikrito, na nek, bi rekel, podcenjujoč način, delujoč način opravlja delo za peščico izbrancev. Vemo, koliko posameznikov na nek način poseduje praktično večino kapitala v našem času in pa v našem prostoru. In je prav, da se te stvari ozaveščajo in da se te stvari postavljajo na pravo mesto, da je res vse ovrednoteno, in da je do vsega tudi, bom rekel, v sedanjih časih pravi odnos. Zdaj se spominjam, da sem v času covid zapor, ko sem lahko šel v supermarket kupiti karkoli, nisem pa mogel iti k urarju, da bi mi zamenjal tisti gvihtek, kako se reče lepo slovensko pri uri, in preprosto nisem mogel razumeti. V prostor, kamor bi vstopil sam, ker k urarju greš redko, ali pa k šivili, krojaču greš redko, nisi smel vstopiti v supermarket, kjer se pa ob praznikih, ki so bile tudi cerkve pa knjižnice zaprte, gnetlo veliko ljudi. Vsako delo mora biti ovrednoteno in zdaj smo tudi tukaj pri tistem delu, ki na nek način pomaga ne graditi navzven, ampak pomaga graditi družbo, torej ozaveščati, recimo knjižnice, šole, cerkve, vse tiste ustanove, ki budijo zavest. Delo bujenja zavesti je danes še posebej pomembno in dragoceno, kot so pomembni tisti, ki si upajo spregovoriti ne enoumno, Anton Trstenjak bi rekel neumno, pač pa prebujajoče v polnem vrednotenju vsega, kar je potrebno za človečnost. Na eni strani to navzven,
po drugi strani pa tudi to delo na miselnem prebujanju, duhovnem prebujanju, čustvenem prebujanju, vseh tistih vrednotah, tistih kvalitetah, ki so dragocene za naše sožitje. In potem pridemo ravno do tega dela, ki se ne vidi navzven, na to delo na sebi, ki je ravno zato, če želimo prebujati, če želimo biti aktivni, zelo, zelo pomembno. Ja. Recimo nekdo, ki hodi, kot rečemo, na šiht, prinese potem enkrat na mesec plačo. Ne? S tisto plače na nek način se lahko družina preživlja. Ne? Ko pridemo mi domov, prinesemo tudi samega sebe. Ne? Prinesemo svoj miselni kapital, to, kar smo na nek način naredili na miselnem nivoju, spoznavnem nivoju. Ne? In potem je, kaj ponudiš svoji družini. Ob kruhu, ki ga uživaš, ali ponudiš lahko tudi tiste miselne iztočnosti, tiste teme pogovora, ki so prebujevalne, ki imajo neko kvaliteto, ali pa ponudi samo plehkost. Ne? Tako kot si želimo, da v tem, kar damo na mizo, da je tu pestrost, da je tu bogatstvo, da je tu hranljivost, tako je potrebno tudi poskrbeti, delati za to, da bodo naše misli tako obogatene, da to, kar bomo govorili, to, kar bomo razmišljali, da bo predstavljalo dodano hranljivo vrednost za tiste, ki se bodo srečevali z nami. Sam vem, kako je, bi rekel, neokusno, če se srečam z nekom, s katerim se lahko pogovarjam samo, recimo temu klasika, o vremenu oziroma o drugih. Ne? Se pogovarjamo o drugih, nismo pa sposobni izhajati iz lastnega jaza, iz lastnega doživljanja, iz lastnih doživljanj in nismo sposobni kvalitetno na nivoju kapitala, miselnega, spoznavnega kapitala, dograjevati osebne spoznavne resničnosti v nove uvide. Danes ni več čas za plehkost, za rumeno literaturo zgolj, tudi za sprostitev vmes, vredno nekaj malega. Ampak danes res potrebujemo material, ki bo konstruktiven. Ampak ta material, miselni material, si preprosto moramo pridobiti. To je pa seveda, kaj bomo gledali, kaj bomo brali, s čim bomo zaposlili in bogatili svojo misel. Tu nimamo kaj se sprenevedati, bože kak. Ja, če ne bomo delali, bo tudi na miselnem nivoju samo kak in bojo pač drugi mislili namesto nas. To pa je izguba človeškega dostojanstva in praznik dela nas prav na to opozarja, da ne izgubimo dostojanstva, ne, tako v fizičnem delu, kot človeškega dostojanstva v mentalnem delu in seveda tudi na drugih področjih, kot so področja čustvene inteligence, ne? Pa ne samo inteligence, da si ti pameten, ker si prebral nekaj knjig o čustveni inteligenci, ampak da si to tudi izvadil v medsebojnih odnosih. Ne? Ko recimo preberem, kako se umiriti ob vznemirjenosti, ne? Mi nič ne pomaga, če bom v medsebojnem odnosu tako izbruhnil, ne? In ne bom sposoben dejansko te napetosti, ki se ustvari v medsebojnih odnosih, konstruktivno s to napetostjo narediti evolucijski preboj, ampak bom kar sprostil v nek banalen prepir, neko učitanje. Ne? Treba je vaditi. Ne? Se opravičujem, tako kot vadi mojster, da se zmojstri za neko konkretno fizično delo, tako se je treba tudi miselno znati gibati, vaditi v dialogu, ne za enoumje, ne za dvobojevanje, ne za samo prepričevanje drugega, ker imam jaz prav, ti pa ne, ampak dejansko za to soočanje na nivoju miselne, osebne spoznavne resničnosti, ki v dialogu dejansko plete misel v nove uvide, nove spoznanje. Tako je treba vaditi tudi na nivoju čustvenega odnosa, ne? Ker so vse, kar se prebudi v medsebojnih odnosih, ne samo tisto lepo, ampak tudi tisto težko, je material, ne? Ki nam je dan zato, da bi mi z njim vadili v smeri poglobljene človečnosti v medsebojnih odnosih. V nekaterih izhodiščih smo pa tako midva že tudi razmišljali, recimo 5.1, pa v prihodnjih tednu bomo še tudi o kakšni takšni stvari, ki ti pomaga, da vadiš. Ne?
Samo zdaj pa potrebno dobiti material za to, ne? Tudi za čustveno inteligenco, ampak potem nič ne pomaga, če tega ne zvadiš tudi v praktični, bolj kvalitetni medsebojni odnos. Pa ker sem pater, ne, da ne bomo pozabili tudi na duhovni nivo, tudi to je pomembno, da znaš samega sebe vedno znova umiriti, poiskati duhovno spokojnost, tisto duhovno potešenost, ki je temeljna, bazična, da lahko zdržimo to napetost čustvenega medsebojnega odnosa v realnosti, kot dobra priložnost za rast, za preraščanje, torej duhovno, čustveno, miselno, pa tudi navzven. Vse ob prazniku dela, vse to je delo. Tako, in s tem zaključujeva za danes in nadaljujeva za prihodnji teden. Ja, če vidite gospo Kapro, mi trije vas prav lepo pozdravljamo s Konjskega vrha.